Kaj mislite, koliko slovenskih pesmi obstaja? Ja, vprašanje, na katerega nikoli ne bomo znali odgovoriti. Pesmi v slovenskem jeziku je res veliko in prav zaradi številčnosti le-teh ne morejo biti vse uspešnice. Vse moje pesmi so uspešnice. Adiju vsekakor ne moremo oporekati, a pri vseh pač ni tako. Zakaj so ene pesmi bolj uspešne od drugih? Zakaj nekatere skladbe naslavljamo kot hite, spet druge ne? To je večno vprašanje, ne? Če bi kdo poznal odgovor na to, bi bilo vsem lažje oziroma bili vsi hiti. Pa niso. Nastanejo pa izpod peresa Vere Šolinc mnoge od njih. Že več kot 1000 besedil je napisala za več 100 slovenskih ansamblov in spada med eno najplodnejših tekstopisk narodno-zabavne glasbe. Že kot otrok je kazala talent za to. Njena prva javno objavljena pesem je bila napisana pred 40 leti. In sicer ne samo besedilo, ampak kompletna pesem je bila napisana za zamejski festival v Števerjan in mogoče ravno zaradi tega še danes tako zelo rada grem tja. V zakladnico uspešnic je med drugimi dodala to, ki jo poznamo vsi. Belo obliko si že nosila, jaz te takrat še nisem poznal. Kakšni pa so sploh kriteriji, ki določajo uspešnico? Je to dopadljivost, ogledi na YouTube kanalu, poznavanje strani ljudi, kolikokrat so jo na radiu zavrteli ali kaj povsem drugega? Igor Pirkovič, avtor številnih besedil za zabavne in narodno-zabavne glasbenike, se pri pisanju skuša izogniti povprečju. So ansambli, ki se zavedajo, da lahko iz tega povprečja skočijo z dobrim besedilom. Besedilo tudi samo po sebi je vsekakor pomemben člen celotnega paketa. Še vedno ima tudi melodija svojo težo, tako kot ima tudi aranžma svojo težo. In tudi v današnjih časih je pomembno tudi, da ima mogoče še vizualna podoba svojo težo, da neka pesem pride med poslušalce. Torej, cel paket je pomemben. Vse se mora poklopiti, se mi zdi tudi do izvajalca, ne vem, da tisti, ko to zapoje, res mora verjeti v zgodbo, ki jo poje. Za začetek bi lahko rekli, da mora imeti uspešnica dobro besedilo. Kako pa ločimo dobro besedilo od slabega? Mora biti tako, da človeku nekaj ostane, bodi si neka poanta, bodi si neko sporočilo. Ljudje so laiki, ljudje ne vejo, zakaj je nekaj dobro, zakaj je slabo, ampak vejo pa, to mi je bilo pa všeč, ne vem zakaj. Tako, ki prodre do ljudi, ne na nek cenen način, niti ne z neko globokoumno poezijo, za katero niso niti prepričani, kaj pomeni tisti, ki jo pišejo, niti tisti, ki jo poslušajo, vsi se delajo, da razumejo, ampak eno lepo povedno besedilo. Slovenščina ponuja ogromno izraznih možnosti, ki jih je treba povedati na zelo enostaven način, treba pa je znati besede pravilno polagati. In ko se to združi s prav takšno melodijo, nastane na primer tole. Ti moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet. Pesem, ki je Modrijane pred 9 leti izstrelila med zvezde. Avtorja melodije sta Rok in Blaž Švab, besedila Jože Galič, ki jo je očitno napisal za svojo ženo. Drugače pa mi mož napiše tako pesmico, saj poznate tisto, Ti moja rožica, to je njegova, to je od Jožeta, pa še kakšna taka in me s kakšno pesmico razveseli. Množice še dan danes po toliko letih na rožico dobesedno norijo. Pesem še video spota nima, dosegla pa je celo Kitajsko. Modrijani pravijo, da je pesem uspešnica zato, ker ima najbolj enostaven refren in zgodbo, ki je blizu ljudem. Z njo se lahko vsi poistovetijo. Univerzalnega recepta, da nastane kaj takega ni, se mu pa lahko vsaj približamo. Vemo, kaj ni recept bolj, kot kaj je recept. Gotovo pa je, jaz pravim, da se mora zliti vse skupaj neka kemija, mi pa ne vemo, kdaj se bo zlila.
A veste, lahko je samo po sebi besedilo izvrstno in samo po sebi melodija odlična. Če ne pašeta skupaj, če ni neke zvezde na tem, srečne, ne bo nič. Če ansambel dela to z nekim odporom, to se čuti. Včasih, ravno čar je tega, ko nekaj pričakuješ, da ne bo, pa je, in obratno, vse se mora poklopiti. Še podpora medijskih hiš in malo sreče. In da za vsem izdelkom stoji dobra ekipa, da je vedno ja, da ni nikoli ne. Potem lahko hipotetično to postane hit, drugače pa več sreče prihodnjič. Pesem morajo začutiti vsi člani skupine ali ansambla. Pesem morajo začutiti ljudje. Jaz delam glasbo s spoštovanjem do ljudi in predvsem zelo iskreno. Mislim, da ljudje to iskrenost prepoznajo. Predvsem jim je všeč tudi to, da znam določene razmišljanja, ki jih že sami imajo, znamo besediti, pa skozi humor poiščem tudi kakšne rešitve. Pesem mora biti nek naboj, katerega pač ljudje vzamejo za svojega. Če za vseh nas 5 poskočnih muzikantov začuti zgodbo, začuti besedilo, o katerem govori, začuti melodijo, o katerem poje in seveda to prenesti na posnetek in na to na ljudi. Velikokrat člani ansambla niso sami avtorji svojih pesmi. Ko jo napišejo, sami jo tudi bolj začutijo. A vsekakor je to možno tudi, ko jim pesem napiše kdo drug. Tako stvar potem tudi radi izvajajo. Rekli ste, da če jih poznate, ali to pomeni potem, da ima določen ansambel že čez vse svoje pesmi neko rdečo nit? Ali kaj to pomeni, da lažje napišete potem, ko jih poznate? To pomeni, da poznam osebo, ki poje, da vem, kak tip človeka je, da mu bo to pristajalo, kar bo pel. Poznavanje med avtorjem pesmi in ansamblom olajša delo. Imam ta dar, da se vživljam v različne situacije in to tako zelo, da recimo se mi je tudi že zgodilo, da me je eno besedilo za cel teden vrglo v eno tako malo depresijo, ker sem se malo preveč živela. Kot je povedal že gospod Pirkovič, uspešnice ne moreš izsiliti ali ji to že vnaprej določiti. S tem se strinja tudi talentirani Martin Juhart, avtor številnih melodij, pa tudi kakšnega besedila. Hit se zgodi. Pravega recepta ne bomo poznali nikoli, zato rečemo le to: naj se zgodi čim več hitov.